delu našega drugega 4-dnevnega festivala evropskega filma Brežice. Izjemno časti štejem, da sem prva, ki vas pozdravljam, se pravi v imenu našega prizorišča, našega krasnega Posavskega muzeja Brežice v gradu pod varno streho tega našega izjemnega paviljona. Tisti, ki ste bili z nami, skoraj vsak dan res velika hvala. Srečni smo tisti, ki ste danes prišli samo zvečer, dobrodošli, hvaležni smo, da ste z nami. Posebej smo hvaležni za številne goste, ampak potem pa zagotovo bo več spregovorila naša Mojca Florjanič in potem tudi Aleš Pavlin. Dež vas ne bo nosil, prav? Ste v redu, ne? Ja, tako. Hvala lepa, izvoli Mojca. En lep dober večer tudi od mene. Tokrat zadnjič dober večer na tem festivalu, festivalu Evropskega filma Brežice 2025. Kot sem že prej povedala, spodaj v dvorani, kot ponavljam vsak večer, vi, gostje, ste tisto, kar nas najbolj osrečuje. Ko pogledamo med vas in številčnost udeležbe na tem dogodku, vemo, da delamo prav. Ob tem trenutku bi se rada zahvalila vsem. Najprej vam, kot sem rekla, ki ste nam najbolj pomembni, gostje. Potem občini Brežice, kot inštituciji, ki nas razume in ki podpira kulturo v takšni obliki, kot jo podpira. In to vemo vsi, kako je za tako majhen kraj, kot so Brežice, pomembno. Potem hvala vsem, najprej našemu Alešu, ki je uvidel in pripeljal v Brežice ta festival, potem Posavskemu muzeju Brežice, ki nas tudi ves čas podpira, in ZPTM-ju Brežice. Hvala vsem sponzorjem, zlatim, srebrnim, bronastim, večjim, manjšim, vsem, ki nam pomagate in nas podpirate. In hvala v krogu organizatorju tega dogodka in prav vsakemu, ki se nahaja v teh črnih majicah, od zadaj, od spredaj, ves čas z nami in ki nosi napis Festival Evropskega filma Brežice. To so pridni zaposleni Posavskega muzeja Brežice in v kroga. Prosim, aplavz za njih. Jaz si želim, da ta festival postaja večji, čim večji. In prepričana sem, da bo tudi postal. Če ga primerjamo z lanskim, vidimo tudi letos eno drugačno noto in prepričana sem, da bo tretje, četrto, peto in naslednje leta to še večji festival in še za drugačno konotacijo večjo. Hvala Brežice, hvala vsem vam in hvala energiji, ki jo vsakič prinešete med te zidove in v naš festival. Hvala lepa. Dobrodošli še v mojem imenu. Veseli me, da je grande finale danes tako poln kljub slabemu vremenu. Jaz ponavadi imam čas, da najavim filme. Zdaj bi se vseeno majčkem sprehodil v dveh stavkih od srede do danes. Skratka, vesel sem, da smo imeli en tak res lep izbor, eno pahljačo raznoraznih žanrov filmskih in da ste obiskovali filme in popoldan in zvečer in da smo danes imeli tudi dve slovenski premieri, norveški film in pa francoski film in da so bili tudi obiskovalci, prijatelji in znanci iz Ljubljane. Skratka, festival res očitno vzbuja interes občinstva širše, kar je krasno in pač veliko tudi izziv za naprej. In nocojšnji večer je, bi rekel, vrhunec vsega tega. Slovensko smo ga želeli zaznamovati in smo ga, in ne samo z enim filmom, ampak z dvema filmoma. Skratka, veliki finale je z dvema velikima slovenskima osebama, Dejan Zavec in Zoran Predin, ki so nocoj oba z nami, za kar se njima zelo zahvaljujem. Skratka, najprej imamo kratki film Dejan Zavec, 13. runda, ki traja točno 13 minut.
In potem bo sledil še film Kraslovan, režiserja Slobodana Maksimoviča. In najprej pa film Gašperja Pavlija, režiserja, povabil bi pa dragega zdaj že prijatelja Dejana Zavca, da moje rodno mesto pozdravi in da nagovori občinstvo. In potem se še pogovarjamo. En prijazen dober večer Brežicam. Ne bi veliko govoril. Najprej pogledajmo 13. rundo. Hvala lepa Brežice, da boste jo sprejele in da verjamem, da nas tudi čaka en lep večer, nepozaben večer. Za mene osebno, verjamem tudi za vas. Tako bom rekel, vsi za enega, eden za vse. Lep večer. Najprej režiserja Gašperja Pavlija. Enega in edinega Zavca. Kot smo navajeni že v preteklih dneh, festival je živa stvar, kjer se pogovarjamo z ustvarjalci, kjer delimo svoje misli, zato vas res vabim, da delite kakšno mnenje, vprašanje. Kasneje jaz bom poskušal samo par osnovnih vprašanj postaviti oziroma da imam neko iztočnico. Najprej bi Gašper tebi čestital za nagrado. Pred preteklim tednu je namreč film dobil na 14. festivalu športnega filma Zlati vrh Srbija prvo mednarodno nagrado, sicer nagrado za filmsko fotografijo, inovativnost in dizajn. Čestitke za film že itak od prej, to že veš že mnogokrat. Zdaj pa Dejan zate, veš, bi rekel temeljno vprašanje. Odkot pogum, da si razgalil svoje težke otroštvo na tak način? Ja, Gašper,
Začelo se je čisto enostavno s pogovorom, prijateljskim pogovorom. Namreč z Gašperjem sodelujeva že pravzaprav skozi večino moje kariere športne, kjer je tudi deloval tudi agencijo, s katero je bil čisto blizu vsega, kar se je dogajalo v moji zgodbi. In po koncu, ko sem končal z aktivno kariero, sva sedela in Gašper je rekel, da bi bilo dobro, če bi posneli, zapisali kakšen film, oziroma nekaj, da bi snemal. Na samem začetku seveda nisem bil čisto takoj za akcijo, sicer seveda mi je Gašper potem tudi predstavil zgodbo, da je to morda zgodba za kakšno upanje, za kakšno rešitev podobne življenjske zgodbe, kot sem jo imel sam. In to me je obrnilo v to smer, da sem začel razmišljati, okej, če sem jaz lahko nekdo, kateri potegne nekoga iz cone nekega drugačnega razmišljanja, drugačnega položaja, potem sem jaz to pripravljen narediti. Vendar sem se kar nekaj časa spraševal, koliko oziroma kako daleč bi šel sploh za svojo zgodbo. In ker drugače ne znam kot biti iskren, sem začel iskreno govoriti o tistem življenju, o katerem se tudi zelo malo ljudi družbe pozna. In iz enega samega pogleda in upanja, da če lahko komu, pa ni to da je to boksarska zgodba, lahko je glasbena, lahko je filmska, lahko je katerokoli zgodba v življenju, pomembno je, da nekdo naredi korak, da nekdo dobi pogum, navdih, upanje, da reši svoj neudoben ali udoben stolček za nekaj, kar pušča sledi. In ko smo z Gašperjem prišla tako daleč, da sem začel govoriti, niti nisem približno vedel, da Gašper vsega toliko zapisal, ko mi je postal prvi tekst. Skoraj nisem vedel, da lahko čitam zgodbo o sebi, ki sem jo videl malo z drugačne perspektive. Potem sem še malo poprašal, imam še 2 sestri, brata, če je res vse približno tako. To mi je potem dalo neko motivacijo za to, da če treba komu pomagati, potem smo takoj za to in to je namen oziroma sporočilo. Naj bi bilo sporočilo, če je uspelo mene, potem lahko uspe komorkoli. Se spomnim, da tvoje sporočilo, ki si ga zdaj na koncu povedal, ki si ga tokrat citiral. Tako da res hvala za film, hvala, da smo ga tukaj prikazali. Gašper, zadnje vprašanje, velik izziv, nisi bil vajen takšnega dela oziroma takšnega ustvarjalnega procesa. Tako da mogoče malo opiši ti svoje občutke ob tem, potem izjemno športno, kakšni so občutki po tem, ko ste prevoz slano. Ampak predvsem bi te vprašal, recimo, kako ti je bil ta motiv Kurenta, oziroma zakaj si se odločil za motiv Kurenta, pa tudi ostali tvoje velike občutke v filmu. Lep pozdrav sem v večer, hvala, da ste gledali naš film. Najprej športni odgovor, da smo cel od sebe. Šli bomo trenirati in probati biti še boljši. To, kar je Dejan povedal, je nekako bistvo. Mi smo to poskušali samo zapakirati v nek ne klasičen dokumentarni način, ampak malo posredno zapakirano v ogromno simbolike. Moja osebna želja je bila, da je to tudi zelo fotografsko, zato smo temu dali zelo veliko pozornosti, pa lokacija. To, kjer se vse skupaj dogaja, to je Dejana rojstna hiša. Tam se je dejansko Dejan rodil, tako da je res tako polno enega naboja. Sicer pa, kaj še povem, kaj sem mi še vprašal, v redu je to. Hvala.
ukradel si mi to, kar sem hotel povedati, da je Dejan toliko razgalil sebe, da smo tudi, mislim, da ste posneli v bistvu njegove rojstne hiše, tako da veliko to koncev, si šel vse se. Zdaj bi pa res prosil kakšno vprašanje iz občinstva, ker je ena taka zelo posebna zgodba. Film je veliko zelo nepretenciozno bil nastavljen, ni bil klasičen način produkcije, iščemo javne sredstva in tako naprej, ampak je bil narejen iz srca, iz potrebe, da Dejan svojo zgodbo pove in jo je pripravljen vsakega, mislim, da je to glavno navajo in ostanem svoj znamenj in Brežico, da že pa nekaj vsega prej. Nekaj ostanih malo. Naša direktorica bo govorila nekaj besed o tradiciji. Ja, hvala lepa za besedo, to je bilo res inspirativno, ko ste etnologinja, popolnoma razumem te različni plasti, ker so kuret je najpomembnejših simbolov, ne samo teh bolj odprtene drave, ampak tudi celotne Slovenije, nisem tudi register betone in mestovne dediščine, to je res nekaj izjemnega, to bo je izjemno tudi naš gost, da še ne upravo. Iskrene čestitke kolegu na izjemnem filmu in Dejanu na izjemni karijeri, moj velik in hvala za vse lepe trenutke, ki ste nam jih naviknili. Hvala organizatorjem, hvala vremenu in pred vami je najboljši film o Zoranu Predinu vseh časov. Zoran Predin nije Slovenac iz naših sela. Znamo da je Maribor bilo industrijsko posebno središte, došlo je strašno puno Bosanaca raditi u Maribor. Tog 16. juna 1958. jedna nesretna Emina rodila je dječaka, istovremeno je jedna Slovenka rodila dječaka, došlo je u toj gužvi mariborskoj poslijeratnoj do zamjene i te bebe su zamijene. Nije ni to loša teorija, ja mislim da Zoran Predin nije baš sasvim jednostavna figura, jednostavna pojava. Pravi Zoran Predin živi u Živinicama, kraj Tuzle, hoda jedan po Živinicama sa ovim Ivanovim skijama za skijaške letove, a pravi nosreć je zapravo Zoran Predin, Bosanac, Balkanac, praslovan, koji živi pod lažnim identitetom nesretnog Zorana Predina i zapravo funkcionira kao potpuna greška u sistemu. Ja mislim da ga nisu zamijenili. Zolka je Zolka, to je on. Pustiti ovoga Dežulića, njegove priče. Ja mu ništa ne verujem. Ja suprotno Bori ne mislim da je stvar se dogodila u porodilištu, nego čini mi se da se stvar dogodila kasnije. Njegova
ulici Taršak na Dranskem polju in pa pri mamini sorodniki v Vojvodini v Tavankutu. Bilo bi lahko kazati u jednoj rečenici šta nije Zoran Pedin. Ali kako je Zoran Pedin jedna od najzanimljivijih pojava jugoslovenske rock muzike, onda odgovor na vaše pitanje zahteva malo vremena. Knjige, ki sem jih bral, posebej potem, ko sem se poškodoval na eni tekmi in je košarka padla v vodo, čeprav nisem imel neke vrste talenta, kaj posebej. Vse te stvari so me pač takrat popolnoma okupirale in ko sem potem moral nehati trenirati košarko, je nastala ena praznina. To praznino je potem padla kitara. In s kitaro Bob Dylan in z Bobom Dylanom uporništvo. Potem ni čudno, da je prvi komad, ki sem ga v življenju kadarkoli naredil, Stari vojak, ki je besedilo na koncu romana Od tod do večnosti Jamesa Jonesa. Ljubic tako ne znam sam, glas stari vojak. Petek spet mesto hitim, piva za ston si želim. Prijatelji šli so na kam, strežnik gre ven pozoran. Pri 18 letih. Zoran, ti si tega bolj veš v mikrofonu. A se slišimo? Ja. Ja, se pravi, ti si bolj veš tega, jaz pa tukaj improviziram. Skratka, čestitke še enkrat za film. Jaz sem si ga zdaj pogledal tretjič in slabo. Še vedno sem živ. Moram pa deliti vseeno malo osebne zgodbe, ne. Brežice so moje mesto in jaz tukaj stanujem zelo malo nižje vodovodnega stolpa in v hiši mojega očeta in moje matere. Sem poslušal v tistih 80-ih mnoge kasete, ampak moram reči, da sem največ predrgnil, verjetno največ Lačnega Franca. In Lačni Franc, imamo še eno, Lačni Franc je bil eden, ampak še ni bilo samo Lačni Franc, ker vsakič, ko smo Lačni Franc slišali na radiju, je moja mati, ki sedi v prvi vrsti, rekla, to je pa ta Zoran Predin, veš, njegov ata pa je mene imel vaje na srednji farmacevtski šoli. Tako da sem imel več osebne zgodbe s tamo. Ja, čestitam. Lep pozdrav mami. Zadnjič sem v Novem mestu srečal tudi eno gospo, ki je bila sošolka mojega očeta v Zagrebu na faksu. In je zdaj delala celo življenje v Krki in je ena od ustanoviteljic laboratorija. Ime sem pa nažalost pozabil. Kar se tiče čestitam, danes imaš tako ošter in dober besedni zaklad, ker si poslušal tiste kasete. In pa razveselilo me je, da pač sem spet doma na Štajerskem v Brežicah, tako da hvala za vse, vidim, da Dejano malo zebe. Lahko kdo posodi, kakšen ritelček. Vsaj do takrat, ko pride k tebi, pa te objavim. Hvala. No, zdaj pa gledamo, tako kot smo pri vseh filmih se pogovarjali o filmu, pa tudi občinstvu bomo dali kakšno besedo. Slobodan, ne? Velik izziv, mnogoletno delo, ne? Vidimo, žal je tukaj vse več in več pokojnih. Ne? Še nazadnje, ko sem gledal film, je bila še Gabi živa, pa tudi Matija je bil živ in tako naprej, ljudje odhajajo. Tukaj imamo tudi Aleksov Balaševiča, sin legendarnega Joleta. Skratka, tudi v bistvu zgodbo o minevanju. Ampak daj nam malo, bi rekel, opiši tvoj način dela, pa predvsem me zanima, kako je bilo, da rečemo na rekovaju,
a je Zoran cenzuriral, kako sta, bi rekel, našla, pa ne mislim o slabem, ampak kako sta našla, bi rekel, neko sožitje v tem, kaj pokazati, kaj ne. Vidim, da sta bila zelo brez filtra, ne, in košarka in srce in vse, ampak vseeno, ta način sodelovanja, ki je verjetno zelo, zelo težek, ne, ko imaš ob sebi takšno ikono. Hvala, le še edini način, da narediš dober film je, da si iskren do konca. Torej, nobenih filtrov ne sme biti. Tako kot so v Dejanju naredili film izjemen, brez filtrov, tako kot je on povedal, kaj je vse povedal o sebi, svoji družini, na tak način smo vidva sodelovala z Zoranom. Na srečo, Zoranova mama je zbirala informacije o Zoranovi karieri po dekadah, ali pa recimo 80. leta, to, kar se Zoran ne spomni, kaj se je dogajalo takrat, zdaj je pa videl na filme. Nobene cenzure res ni bilo, ker mislim, da ni potrebno. Zoran mi je veliko pomagal pri izbiri sogovornikov in sem zelo počaščen, da sem spoznal plejado takšnih ljudi, ki niso samo iz glasbenega sveta, ampak so bili in športniki, in novinari, in kritiki, in filozofi. Ja, športniki sem rekel že. Tako Zoran Čuptora, Jure Franko. Ja, omenjali ste žal, marsikdo od izjemnih ljudi iz tega filma nas je zapustil, ampak zato so filmi na nek način, da jih postavimo v večnost, vse te ljudi, in da ne pozabimo, kako izjemni so bili in kako so vplivali na nas. Zdaj se pa spet vračam. Jaz sem rojen v Sarajevu in sem imel to čast in možnost, da sem z radio kasetofona posnemal komade vaših Francov in sam slučaj. To jaz Zorana poznam veliko več kot to meni poznam. In ja, seveda, imel sem to možnost in priložnost, da sem naredil ta film čisto po nekem instinktu z osnovnim ciljem, da se čim več približam in pokažem Zorana takšnega, kot ga jaz vidim. Edina stvar, ki sem jo sam sebe omejil v tem filmu je, da ne bom puščal celih komadov v filmu. Vsi tisti, ki hočete poslušati Zorana Predina, pejte na koncerte. Ja, evo, in imamo plošče. Tako da Zoran mi je spomnil nekaj suvenirov, smo pripeljali, ki jih morate kupiti. Drugače ne morete iti ven iz dvorane, tam pri vratih imamo plošče, majice in propagandni material. Hvala, Slobodan. Jaz bi kar dal besedo občinstvu, ker dal bi besedo občinstvu, ker verjamem, da sigurno imate vprašanje ali za Slobodana ali za Zorana, tako da kdo želi break the ice, kot smo rekli, prebiti led. Moraš imati, ako imaš sreću da imaš ljude koji te prate, znaš, trčiš da su ti uz tebe, znaš, to je kao trka neka večita, jer kad oni počnu da zaostaju, pa ako ti zaostaneš da ih sačekaš, onda to više nije ta trka. Hvala še enkrat za odličen vpogled v ozadje filma in iskrene čestitke. Spoštovani, začenjamo še s sklepnim dejanjem današnjega večera, ki pa je malo bolj slavnosten. Sledi podelitev festivalskih nagrad. Letos festival prvič prinaša posebna priznanja oziroma nagrade. Najprej bomo podelili nagrado za poseben dosežek festivala evropskega filma Brežice, nato pa še nagrado za najboljši film po izboru vas. Spoštovano občinstvo,
Zlati kip oziroma kip Zlato oko, izjemno delo slovenskega umetnika Zorana Pozniča. Prosim, da k podelitvi pristopi ustanovitelj in programski direktor festivala, dr. Aleš Pavlin. Na oder pa vabimo tudi župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, da bo seveda pomagal pri sami podelitvi. Pred podelitvijo pa Aleš morda še beseda ali dve o letošnjih prvih nagradah festivala. Festival upam, da bo vsako leto rastel, tako da če bomo živi in zdravi, kot smo rekli včasih, oziroma kot če eni rečejo, bomo imeli naslednje leto še več tekmovalnega naboja, ampak zaenkrat ostaja nagrada občinstva kot tista glavna nagrada, to pomeni glas ljudstva. Smo se pa letos odločili in bo tudi v prihodnjih letih tako, da če bomo na festivalu imeli kakšen poseben dosežek, kakšnega mladega ustvarjalca, soustvarjalca ali kar podobnega, ga bomo nagradili. In ker sem jaz producent in ker so vedno nagrajevani samo režiserji in igralci in tako naprej, smo se odločili, da letos nagradimo kot poseben dosežek producentsko delo mladega debitanta, ki je s prvim filmom praktično brez javnih sredstev naredil v svoji rodni Srbiji več kot 100.000 gledalcev, film spravil na platforme Amazon, Netflix in podobno. In zato vabim na oder dragega mladega kolego Aleksa Balaševića, da mu podelimo to nagrado. Gre za film Nega med vodo in ognjem. Film Med vodo in ognjem je njegov debitantski projekt, ki ga je kot producent izpeljal v srbsko-moldavski koprodukciji z bolgarskim režiserjem Todorom Čapakalovom. Film je imel svetovno premiero na Ischia Global Festu v Napoliju, kjer je osvojil 2 prestižni nagradi. Zatem je imel regionalno premiero na filmskem festivalu v Sarajevu in nacionalno v Nišu, kjer je Viktor Savić osvojil nagrado občinstva za najboljšega igralca. Po izvrstni kinematografski poti, kjer je dosegel več kot 120.000 gledalcev, pa bo film, kot je že Aleš povedal, predvajan na 2 največjih svetovnih filmskih platformah, HBO za Evropo in Amazon Prime za Združene države Amerike. Še enkrat iskrene čestitke. Nadaljujemo s podelitvijo nagrade občinstva za najboljši film festivala Kip Zlato oko. Gre za posebno umetniško delo, katerega avtor je magister umetnosti Zoran Poznič, slovenski kipar, kulturni menedžer in nekdanji minister za kulturo, ki je v svoji karieri pustil močan pečat v umetnosti in v kulturi. Obraz in pogled sta jedro filmske umetnosti. Tako kot so antični kipari v obraz ujeli identiteto in človečnost, film v času jame gibanje, zgodbo in čustvo. Avtor nagrade je posegel po glini, materialu, ki nosi sledi ustvarjalnega dotika, minljivost pa spremeni v trajen zapis ideje. Posebno mesto zavzame pogled. Filmska umetnost obstaja le skozi pogled kamere in gledalca. Zlato oko združuje oboje. Ustvarjalčev pogled in gledalčevo izkušnjo. Zlato oko je zato več kot nagrada. Je materialni simbol dialoga med umetnikom in občinstvom, med tradicijo in sodobnostjo, med statično kiparsko formo in gibljivim filmskim prizorom. In filmska umetnost, pogosto imenovana sodobna mitologija, ustvarja junake in pripovedi, ki oblikujejo našo skupno imaginacijo. Obraz in pogled zlatega očesa nas opominjata, da je vsaka mitologija utemeljena v človeku, v njegovem obrazu in očesu, ki srečata drugega. Nagrada občinstva, ki jo simbolizira zlato oko, je povratek k bistvu umetnosti, k skupnosti, k izmenjavi pogleda, k trenutku, ko umetniško delo preneha biti zgolj podoba in postane osebna izkušnja. Počaščeni smo, da je danes v naši družbi tudi avtor nagrade, magister Zoran Poznič. V naši sredi pa je danes tudi posebna gostja, direktorica Slovenskega filmskega centra, gospa Nataša Bučar. V posebno čast nam je, da ste danes z nami, zato vas ljudno vabimo, da se pridružite gospodu županu in gospodu Alešu, da skupaj podelite nagrado občinstva.
Torej, ta izjemen kip Zlato oko, nagrado občinstva prejme film. Kaj mislite? Praslovan, iskrene čestitke celotni ekipi. Aha, super. Wow. Krasno. Najlepša hvala, čist presenečen sem, res hvala. In zdaj bom za zmeraj v srcu imel 2 Zorana. Hvala, gospod Zoran. To je to. Gremo se zabavati. Da, zbogu hvala Brežice, hvala vsem organizatorjem, res izjemen festival si naredil, a veš, in ste, ja, ampak ideja zraste v eni glavi ponavadi. Po se pa razvija, tako najlepša hvala vsem in hvala vsem mojim prijateljem v Brežicah. Imam jih kar nekaj. In z veseljem se vrnem in ne bom pozabil tega trenutka nikoli. Izjemno sem počaščen. To je že naša 3. nagrada občinstva, tako da thank you. Dragi sprani, o koncu 2. festivala Evropskega filma Brežice se iskreno zahvaljujemo vsem ustvarjalcem, ki so z nami delili svoje filme, zgodbe in navdih, ter vam, spoštovano občinstvo, ki ste s svojo prisotnostjo in podporo dali festivalu tisto ta pravo energijo.